Med nami pozdravljam človeka z veliko začetnico, ki se je v zadnjih 2 letih zaradi svoje pokončne drže postal nekakšen simbol svobode v Sloveniji. Tako, dobrodošli med nami, dragi Anton Komat. Kot mi je znano, niste prvič v teh krajih, saj ste že tudi v preteklosti kakšne knjige tukaj predstavljali, pa tudi s patrom Karlom Gržanom sta prijatelja. Marden, moram pojasniti tole mojo medicinsko izkušnjo, ki mi je zdaj zelo koristila pri tej COVID histeriji. Namreč jaz sem v 2. letniku medicine spoznal, da ta poklic ni zame. Kajti, ko sem videl, kako ta hierarhija znotraj deluje, znotraj sistema, jaz sem, kdo gre v ta študij, mora vedeti, da je, mora biti dober zid sleden, mora znati sedeti, mora biti dober spomin, s tem nisem imel problema. Jaz sem imel bolj problem z moralo in etiko tega poklica, kajti ko si enkrat v bolnici na praksi in ko vidiš, kako ta hierarhija grozljivo deluje, da pacient sploh ni pomemben, ampak je pomembna samo kariera, sem videl, da to ni moje. Jaz moram s ponosom poudariti, da sem bil na sprejemnih izpitih 7. po rangu od 450, no in tudi, da nisem nobenega izpita padel, kot se reče po ljudsko, ampak enostavno sem odstopil in se, ne moreš sejeti nekaj, kar ni po tvoji duši. In bil je šok za vso mojo familijo, za starše in sorodnike in tako naprej, ampak nisem bil edini, takrat nas je bilo 4-5, ko smo rekli, da se ne gremo več tega. In sem vesel, da nisem v tem ferajnu, kajti to, kar sem zdaj spoznal v teh 2 letih s to korono histerijo, mi je samo potrdilo, da je ta poklic zgubil to auro človečnosti, da je padel pod totalen patronat ali pa komando farmacevtske veleindustrije in da tisto, kar zdravniki danes rabijo našo pomoč, da se samo usvojijo, da se ta poklic spet postane tisto, kar je nekoč bil, torej zaupanja vreden, ne pa denarja vreden, kot je danes. Nažalost, niso vsi v tem ferajnu, ampak moram povedati, da me ta stroka še enkrat izjemno razočarala v teh 2 letih, na katero stran se je postavila, torej se je postavila na stran farmacevtskega velekapitala, ki nam uničuje življenje. Torej, to bi rad dodal, no, če ste mi dovolili, v tem smislu. Sem želela v bistvu. No, velja. Z največjim veseljem povem, da je biti svobodnjak čudovito darilo, zahteva včasih tudi v štartu veliko enega poguma, podrekanja, ampak na koncu, veste, svoboda nima cene. Ker enkrat človek čuti svobodo v duši, potem vedeti, da te ne morem postaviti na cesto. Če popijo tudi medijske blokade, pridejo, jaz sem tu zdaj primere totalne medijske blokade, posebej po izidu te knjige, Resnica vas bo osvobodila. Prej sem lahko mirno objavljal skoraj 2 leti, potem je prišlo do totalnega pritiska in sem letel z vseh medijev in z vseh televizij, zato ker je bila pač ta histerija v finalu, govorim zdaj o novembru pa decembru lanskega leta, tista histerija tudi okrog cepljenja in tako naprej. No, pa zdaj smo se vrnili vsi nazaj na tam, kjer je treba, in zgodba gre naprej in se nadamo. Glede na vaše osebno spoznavanje oziroma poznavanje vzhoda, ali lahko morda na podlagi vašega tega znanja, zgodovine, religije in tudi to, kar ste spoznali, mentalitete narodov, osvetlite aktualno krizo na vzhodu, ki je v zadnjih 14 dneh izbruhnila v naši neposredni bližini Evrope, pravzaprav je vmes samo Madžarska med nami in govorimo o Ukrajini. Tukaj bi vas prosila za en tak vaš komentar, pogled na to situacijo. Ja, hvala za to vprašanje, se mi zdi zelo pomembno. Jaz problem Ukrajine ne spremljam samo zadnjih mesec dni pa 14 dni, ampak že 8 let, odkar je prišlo do udara v Ukrajini. Vi morate vedeti, ta medijska kanonada, ki se zdaj dogaja po teh velikih medijih proti ljudstvu spet, je popolno nadaljevanje COVID histerije. Torej, iste metode so usmerjene v popolno pranje možganov ljudi, v širjenje strahov. Konec koncev, kaj se je zgodilo, da je v lekarnah zmanjkalo kalivega jodida,
Torej, folk je pokupil vse, kar je bilo na razpolago, kot neko obrambo proti sevanju, ne, torej so očitno prestrašenci pričakovali zdaj jedrski napad na celotno Evropo ali pa jedrsko vojno. Te vas lahko vse potolažim, da bo ta zadeva v Ukrajini končana v 14 dneh, verjemite mi, da je zadeva, to ni napad Rusije na Ukrajino, ampak to je napad Amerike na Evropo. Evropska skupnost narodov je trn v peti že vrsto let. Vi dobro veste, da tisti, ki vladajo v Bruslju, ta birokracija ni izvoljena, da so to imenovani strani svetovnega velekapitala. Kako bi lahko neka Leidnova dala izjavo, ki je za mene vredna takošnjega neodstopa, da jo primejo pa aretirajo, je rekla, da je Nürnberški kodeks odveč, ker preprečuje uvedbo obveznega cepljenja v Evropi. Če to reče predsednica Evrope, potem vidimo, s kom imamo opravka, da je Bruselj postal leglo globalizma, ne, in ta globalizem je največji sovražnik svobode evropskih narodov. In tisto, kar se je v Ukrajini zgodilo pred 8 leti, ko je prišlo do te oranžne revolucije, kako se je rekel, ne, ko so izvoljenega predsednika, kakršenkoli je pač bil, izpučam odstavili in so zdaj dejansko oligarhi nastavili tega pajaca, ne, na mesto predsednika, da je Ukrajina ta zadnja možna od vseh dežel po revščini, da je njihov BDP nekje 3-4 tisoč evrov na let, to je nula. Naprem tema Kazahstan 11 tisoč, pa recimo tudi BDR, Slovenija mingadi ima čez 30 tisoč v BDP-ju. Torej vidimo, kakšne so strahotne razlike in ta izropana boga dežela je danes predmet tega, da so te oligarhi, torej domači oligarhi, ki se jo obožali, to je itak scenarij, ki je bil narejen od zunaj, pristali, kao poklicali, da ne pride NATO pakt noter in postavi vojaške baze. Te bi rad upozoril na nekaj, kar ni v menem mediju, torej, da sta Gorbačov in Reagan v tistem času, mislim, da je bilo tam nekje 91-92, podpisala meddržavni sporozum med ZDA in Sovjetsko zvezo takratno še, da bo Rusija umaknila svojo vojsko iz vzhodne Evrope, ne, torej iz sedanjih dežel, kot je Madžarska, Poljska, Češka, Slovaška, Slovenija in tako naprej, in Jugoslavija, ne, bila. Torej, to so zdaj višegrajska skupina, ne, in da dopušča kapitalizem, da se bo v bistvu skrčila ruska interesna cona pod pogojem, da NATO ne bo postavilo vojaških baz v teh deželah. To je bil meddržavni sporozum med Rusijo in ZDA. Reagan, Gorbačov. Amerika se itak tega ne drži, ko se nikoli ni držala nobenih sporozumov in začela baze postavljati v Estoniji, v Litvi, Latviji, na Poljskem itak, na Češkem pa Slovaškem ne, pa na Madžarskem ne in pa nas tudi ne zaenkrat, tudi na Hrvaškem ne, je pa na Kosovom strahotna baza. Torej vidimo, da je zdaj ta korak še v Ukrajino in pa pomeni tisti sprožilec, ne? Ker Rusija ne more pristati, da jim na meji nastavijo rakete in vse te stvari in pač ta agresija, kot jo zdaj imenujeva, to je geostrateški pojem, veste, vele sile so vele sile, ne? One imajo neko toleranco, neke sporozume imajo in zdaj bi še nekaj upozoril, da je zunanji analitiki govorijo o tem, da je podpisana Jalta 2, torej Jalta 1 pa vemo, ki je bila podpisana na Krimu, ne, med takratnimi 3 zmagovalci druge svetovne vojne, tam je bil Stalin, pa je bil Churchill, pa je bil Roosevelt. So podpisali pakt o delitvi sveta, tisti je bil javni pakt, ne, zdaj je Jalta 2 podpisana, je bil tajni pakt, ne, ampak pasite, ta pakt je bil med Ameriko, Rusijo in Kitajsko. Evrope ni nikjer več. Mi smo odpisani. Zato je nujno, da se zavedamo tega, da če naši upravniki Slovenije
jaz bom zdaj zelo direktno govoril, kjerkoli vlada, tudi sedanja opozicija, ki je opozicija, ali pa sedanja pozicija, ki je pozicija, oboji delajo po diktatu Davosa. Vemo, kdo je Davosu vod to svojat, oziroma to drhal velekapitala, oziroma uzurpatorje sveta, zato psihopati, to niso normalni ljudje, dragi moji, to so bolniki, ki mislijo, da bodo s svojimi milijardami kupili cel svet. Ni več do denarja, ker ga imajo toliko, da ne vejo, kam bi z njem, nime do tega, da bi vladali, da bi obvladali, da bi dirigirali, da bi cel svet zaslužili, da bi zmanjšali populacijo na kakšno milijardo pa pol in potem iz ostanka naredili neko digitalno, neko novo suženstvo, neki nov feudalizem. Kdor je pozorno spremljal dogodke med COVID histerijo, je točno videl vse elemente nastavljene, od terorja psihološkega, v tej knjigi je to zelo opisano natančno, kaj se je dogajalo, do tega zapiranja v občinske meje, pa to je bil trening novega feudalizma. Bodimo pozorni, v nekdanjem feudalizmu kmet Tlačan ni smel iz meja svoje grofije nikamor, razen ko je bil čas kakšnega romanja, do kakšnega svetnika, ali pa da je bil kakšen sejem, morda enkrat, dvakrat na let izven grofije. Drugače pa ni smel nikamor, on je bil vezan na meje grofije. Torej vidimo, da zapiranje občina je bil en trening, kako omejiti premike ljudi. Drugi trening je bil blokade na mejah, razni pogoji, se veste. Da ne govorim o tem, kar sem jaz ocenjeval kot PVC pogoj, torej plastificiran pogoj, ne PCR, ampak PVC, da nisi smel na kulturne prireditve, da nisi smel da je bilo vse ustavljeno tudi v tem smislu, kajti te psihopati sovražijo umetnost. Moramo vedeti. In oni sovražijo mladost, sovražijo lepoto, sovražijo kar je lepega, kar je plemenitega, kar je mladega. To so starci pri 90-ih, ki imajo 100 milijard, pa umračen Vejo, da je njihovo telo umrljivo, da bodo šli slejko prej Matilda hodi okrog njihovih hiš, kot se reče po ljudsko. In glejte, pri vseh milijardah ne moš ti kupiti nesmrtnosti. Si predstavljate njihovo travmo, da imaš ti 150 milijard recimo dolarjev, pa veš, da boš skrepnil, da boš zgnil, da boš razpadel, eventualno te lahko skurijo, hitrejši postopek. To je ta psihopatologija teh idiotov, ki so izjemno nevarni za nas. Glejte, mi je spravim, da če smo zdaj spomladi imeli obrezavanje dreves kot nek vzgojni ukrep, ki ga z ljubeznijo vsak dela, ki ima rad drevesa. Če gledamo zdaj drevo življenja, drevo človeštva, je to drevo ima eno suho vejo. In ta suha veja so te patološki tipi in to vejo treba odrezati. Mi ne smemo dovolj, da ta veja bremeni drevo življenja človeštva. Te ljudje ne spadajo na ta svet, ne si ustvarjajo svoje otoke, ne tam en drugega parazitirajo, izkoriščajo, cepijo, se lahko samo 3-krat cepijo, ampak sami sebe, ne pa nas. Skratka, govorimo o tem, tole ni več politika, veste, zadeve so tako resne, tale Ukrajina bo končana, boste videli, pol meseca bo konec vsega. Ampak spet je en strašenje, spet se bo iz tega reproduciralo, spet bojo neke omejitve, spet bodo Rusi krivi, da se hrana podražila, čeprav je to spet cilj obubožanje prebivalstva v Evropi. Ko bo tudi cilj dviga energentov, bencina, nafte, cilj obubožanje, bodo spet tudi zato bodo Rusi krivi. Vidimo, da je scenarij se skozi ponavlja.